se meni z malo, zakaj? Malo se meni z malo. Čakaj, da vidim zdaj, če si me ven pozabil. To pač, da me filmo bo noter več potem, če smo te tu spustili. Da ne. Mislim, pri Hevreki mora biti nekaj, ne? Da nekaj mi povej, kako je sploh od tega prišlo, kako je to možno, da ste bili menedžeri, če pa zdaj ni menedžerjev v muziki? Kaj? Zdaj ni menedžerjev, bendi nimajo menedžerjev. To je takrat 60-ih, pa vsak bend ima svojega menedžera, kako je to možno, pa ste bili taki organizatorji, pa še glede na to, da ste bili tako mladi pa ste znali organizirati, kako je to možno? Zato, ker brez organizacije nič ni šlo, ne? Ne. Če si hotel ki nastopati. Smo se mogli organizirati. Ampak, kako si pri teh letih obvladal organizacijo, recimo, se tudi mogoče? Ja, neke organizacijske sposobnosti sem že imel prej, ne? Ja. Z muziko se ravno nisem jaz bavil, ne? Ja, to je menedžer, ja, sve. Sem pa iz glasbene familije, ne? Jaz mojemu fotru še vedno zamerim, ki je špilo vse instrumente, ki si jih lahko zmislil, ne? Ima pa 3 sinove, ki nobenega ni naučil, noben instrument špilati, ne? Ja, to niste imeli interesa? Ja. Ali kaj? Pri nas doma se je vedno igralo, ne? Razni orkestri, od tamburaški do džezarskega za Hartmanom, ta starim, ne? Ko so drotali v Astoriji, ne? Ali pa domu JLA, bivšem, ne? Ja, a tak? Ja, pa pevski zbor Majcen, ne? Tudi so mariborski zdravniki imeli svojega pevskega. Je pa bila ugodna lokacija, ne, čisto Štajerska, ne, tam spodaj, kjer se je vadilo, je bila vinska klet, ne. Kje? Pod prostori za vajo je bila vinska klet, ne. Kje? Ja, tu se... A, tu pri vas? Pri sosedih, ne. A vi ste nudili plac za vaje, vedno? Ja, in tam so se pol vaje nadaljevale, ne, ali v kleti, ali pred njo, ne. Kdaj je potem to bilo... Kdaj je prvi bend prišel sem 20 resno? To je že po 50-ih letih, ne, ko so se stvari stabilizirale, ne. Ja, to je pred rock'n'rollom že? Pred, ne, samo to so bili tisti zametki, ne, so pa mladi, niso bili odpor naredili, ampak so začeli z rockerskimi zadevami, ne. Po radijih naših, to nisi čul, ne, delali smo si take tranzistore na kristale, da smo lovili Radio Luksemburg, pa to, ne. To nisi mogel vedeti točno, kaj smo špile, ker je glasnost bila tako v valovanju, ne, glasno, tiho, pa si morala predstavljati, ne. In tudi instrumentov pa tega ni bilo, ne. To so se stari radiji predelovali, pa tako, ne. Kdaj si ti prvič organiziral kakšen koncert, oziroma s katerim bendom, torej kdaj si prvič organiziral kaj in pa kateri si prvi bend, kateremu prvemu bendu domačemu si... Natančno jaz, zdaj datumom ne bom delal. V glavnem, v tistem, ko se je organiziral Maribor, MKC klub sem jaz začel, ne. MKC klub. MKC, ja, torej klub mladih. Klub mladih v Mariboru. Jaz sem bil nekako zadolžen za organizacijo plesov tam, ne. Mladinskih plesov. Ampak istočasno smo se nekako srečala z Borutom Čimčom, ne, ki je tudi nekako začel z tem udejstvovanjem. Smo se našli in smo pol se organizirali, on je sestavil band, ne. Jaz sem pa začel iskati, ki bi igrali, ne. To je bilo pa leta 66, 76. Tu ja, nekaj, ne. In svega, to zdaj jaz kot dizajner, ne, sem imel neko vizijo, ne samo o drotanju na odru, ampak tudi o, tako kot danes rečemo, šov, ne. Aha, scenarij celi, ja. Ja, smo zašili obleke, pol smo videli v tujini, kaj ne. Samo jaz nisem vedel, da oni delajo neke tekočine za to primerne, ne. Ampak isti učinek smo mi naredili z gasilskimi aparati, ne. Oni CO2, kaj že so, ne. Samo malo je bilo nerodno, ker so hladili, ne. Tisti zvok, veš.
Pa je bil, se pa ni čul, ne, ker se je razvijalo, ne. Zdaj še pa en problem je bil, jaz sem bil tako bolj, rajše sem imel klasično muziko, ne. Res? Ja, dosti sem hodil v gledališče, opere, pa tudi tam nekaj baletov sem mogel nekaj mučkati, ampak mi je bila bolj to pri srcu, ne. In ko sem se jaz srečal za to rockersko muziko, se mi je tako zdelo, kot da se oni pripravljajo, da se oglašujejo, pa to, da bojo špilali. Nisem pa vedel, da špilajo, ne. In vsaki štikl se mi je isti zdel, ne. Pa sem pol povedal, sem rekel, to ne gre tako. Ja, pa ti ne veš, pa en pa drugo, pa sem dobro, ne bom se mešal, vi naredite komade, ne, in ja bom pa že ples organiziral, ne. No, prireditev pleska, zdaj nisem greš za ples. Takrat ste imenovali to plese, zdaj še? Takrat smo rekli, da bomo plese, ker nismo smeli rockerske koncerte delati, ne, kar je... To je finta, ja. Ker so že neki, tako danes rečejo, strici stali od zadaj, ne. In ni bilo priporočljivo, še posebno pa ne zaradi jezika, ne, ker ti mladi bendi niso hteli slovenščini, ne. So rekli, da se slovenščini ne da izražati, ne. Pa res? Ja, to so že v 60-ih pravili? Da zelo redko so ansambli, da so v slovenščini izvajali svoje komade. 60 je to že najlepša hvala. Predvsem Ljubljančani so to gojili, ne. In zdaj pa mariborski pa ne vem, je že to bil neki protest, ne, Čudežniki pa LSD pa, ne vem, Rdeči dečki, oni so v slovenščini, ne. Ostalo pa, kar hisno pa bili rockerski, pa sploh hard rock pa tako, ne. To pa nikovora ni bilo, ne. In s tem pol svega nisi prišel, da bi tvojo muziko predvajali na radio, televiziji, pa še tako ni bilo prav, ne. In to jih ni bilo za prepričati, ne. Da bi peli, da bi... Recimo, so reči ne špilamo, ko pa da bomo v slovenščini, ne. A res? Ja. Edino pol nekako smo, če jih govorim za Alarm, ne, spravili menda 2 ali 3 štikle za Bum festival, ne. Pa še to je bilo tako besedilo na hitrico sklopano, malo je Prešern pomagal, zraven malo oni, vsaka druga vrstica, pa je bilo to, ne. No, ampak za tote koncerte, ne, smo se takrat mogli organizirati, ne. Jaz sem sorazmerno držal v roka to MKC, pač klub mladi, in potem smo naredili mrežo, ne, zdaj imena ne vem, ampak tu je spadal še Varaždin, pa Koper, Reka, kaj še? Ravne. Ravno, je dosti bilo. Ravne, ja. Celje. Ljubljana je bila bolj zaspana, tam je bilo težko. Ljubljana ni bilo roka, in smo pol ta krok, menedžera takrat, ne, jaz sem Maribor držal, ne, vsak je pa v svojem kraju. In smo pol te bende lokalne vsak iz svojega področja plasirali, pa rotirali okrog po teh dvoranah, ne, to so pol postale stalne dvorane, ne. V Mariboru smo pa sploh bili, smo imeli 3 scene, ne. MKC-ja, pač v klubu, Narodnem domu, pa v sloviti hali C, ne. Dom je bil takrat, ja. No, in to je bilo tudi včasih, da smo na vseh 3 placih imeli istočasno, ne. Da je postala tu pol promenada od MKC-ja, tam iz Slomškovega trga pa dol do hale C, ne. Mislim, zanimivo, ne. Pol smo še smo odprli letna prizorišča, ne. V MKC-ju na dvorišču, tam ko je zdaj tista glavna rektorska dvorana, ne. Pa v Narodnem domu, tam je še bil tudi taki... Pa pod Koši, ne? Vrt. Kak? Pod Koši je bilo. Ja, tisto so bile bolj tako, ampak to so bile bolj redne, ne. In vse je bilo, tudi plakatersko službo smo imeli zrihtano, ne. Takrat je še tudi hala C, pač restauracija Center bila, tam je bil taki trefpunkt, mi smo tam zavzeli en WC, notri smo imeli vedra za lepilo delati, pa plakate pa tako, ne. Ja, in
3 ali 4 fanti so bili ekipa z onimi malimi Tomasovimi motorčki, ne. Vsak si je vzel nekaj plakatov, emperček, pa je šel po mestu, pa smo prelimali, ne. Včasih smo imeli tudi vojno, recimo med bendi, ne. Mi smo nalepili ene plakate, ne, čez 1 uro so bili prelepljeni z drugimi plakati, ne, za drugi bend pa tako, ne. To je trajalo včasih do jutra, ne, rivalstvo. In problem je bil s plakati, da bendi niso imeli takrat tega materiala, da bi natiskali ali bilo kaj. Tako da sem jaz organiziral 2 tiskarne, takrat še so bile tiskarna, Dravska tiskarna ali pa Bodočnost tiskarna, ta invalidsko podjetje, ne. Tam smo imeli svoje tiskarne in smo na črno tiskali plakate, jaz sem pripravil snutke. Na črno, jaz. Ja, zdaj vse, to so bili taki primitivni enobarvni tiski na barvnem papiru, ne. Logotipe pa to sem jaz izrezal iz linoreza, ne. In smo pa... In smo to pol ponavadi čez noč tiskali, neko šepov ni bilo. Ja, super, ja. Včasih, veš kak je bilo včasih, je še bilo samo za minutko ali koliko, da bi stiskali, pa je se pojavil kaki šep. In je bilo vse uničeno in si mogel bolj čakati uro ali pa 2 zopet priložnosti, da smo v drugem poskusu naredili, ne. No, poslovanje je potekalo pa na cash, ne? Poslovanje je potekalo na cash, seveda. Danes tega, da se to ne mogoče zamisliti si, da bi bende splačevali. No, imeli smo vstopnice, ne. Zdraven je gospod iz avtorskih pravic vedno ostal, ne. A res? Ja, on je bil prvi na koncertu. Sam? Ja, en taki mali delek, sem že pozabil, kako mu je ime, za torbo. On se mi je prilimal za ovratnik, ne, in je tam kontroliral, ko so karte prodajali. To bo potem organizacija? Ja, tam, ko so karte prodajali, se to seštelo. In koliko ste plačali Zampo, koliko procentov? Čakaj, da ti povem, ne vem koliko procentov. No, ves znak, ki se je dobil, se je plačal Zamp najprej, potem se je plačalo za dvorano, ne, stroške. Ostalo smo pa mi 2 kredite. In tisto, kaj je ostalo, če je ostalo, ne, je ostalo za kakšne 2-3 kile kruha, pa 5 litrov mleka, ne, da se je to razdelilo. Kakega zaslužka tu sigurno ni bilo. To, če ne bi starši ali bilo kak podpirali, ne, ker firme niso to sponzorirali, seveda ne. Sreči sem jaz bil tudi zaposlen, ne. Kako si se financiral, potem v bistvu ne pa zaslužil? Tako, da sem tam zaslužil, da sem lahko kril stroške pa to, ne. Ja, kar. A tak, davkarija, tudi ste morali davkati tudi plačati? To pa ni bilo, ne? Davke pa ne, samo Zamp je bil pa, to so oni pol davke, či so plačali ali ne. To me ne briga, ne, ampak... Se ne spomniš, koliko je bil Zamp, koliko je bilo treba plačati Zampo? Ne vem, kakih 20-30% ni bilo toliko. Ja, pa 30-40% so bile dvorane, te pa je šlo, ne. Teda muzikanti niso zaslužili kaj? Kaj? Muzikanti niso zaslužili kaj? Če smo krili stroške, je že bilo fajn, ne. Pa veš, to niso bili taki bendi kar tak, ne. Tudi z Beograda, Zagreba so prihajali. V Mariboru je Lazarevič, Branko, ne. On je bil iniciator, ki se zmenil, fizični organizator pa sem običajno bil jaz, ne, da smo to izpeljali. A ti si v njega skupaj sta delala s kompaniji? Ja, kompaniji smo bili, ne, on je večje zadeve, tako Boom festival, pa tako to je bilo na njegovi plečih, ne. Tak. Zdaj pa povej sploh, zakaj si se ti sploh odločil s tem baviti? To zaradi tega, ker ste bili tako glasbena familija, to je res. Pa ker ste bila kolega, ker se Činča srečal po to ali... Ker to je... Pa ne, jaz si ne predstavljam življenja brez glasbe, ne. Bilo kakva, vsaka glasba je dobra, ne. Zdaj, vsak ima neki svoj okus, ne, ampak spoštujem vse, poslušam tudi vse, ne, ampak odvisno od razpoloženja tudi, ne, kaj ti je bolj všeč, ne.
Zdaj se mi organizatorji zmenimo, recimo tako na internet greš, pa e-mail pošleš prvo onega na Facebooku, malo ga nagneš onega, potem malo pokličem na mobitel, malo SMS-e, pa to... Kako ste se takrat zmenili? Telefon ste imeli? Telefon si imel tudi doma? Že telefon je bil problem, ne? Telefon je bil problem? Ja, so bili samo stacionarni telefoni, drugače ni bilo, ne, zdaj pa je težko. Glasbeniki so ponavadi taki dinamični ljudje, ki ne čepijo telefona, ne. Če pa so poleg telefona pa špilajo na kitaro, pa ga sploh ne čuje, da cingla, ne. To se je bilo težko dogovarjati, ne, ampak je klapalo. Mi smo se vedno, ko smo se dobili, smo se tako za mesec naprej že zmenili, ki bo kdo. No, ker si mogel tudi planirati, prevoze pa tako, ne. Jaz sem kupil neki stari kombi, pa pičo, pol smo tudi tako hollywoodsko naredili, ne, Teddy je prišel s Pontiacom iz Amerike, ne, samo bil belo pobarvan za črno streho, ne, pa je Raki rekel, mi ga bomo kot ameriško zastavo naredili, ne, pa Teddy je bil za to, ne, pa smo ga prištrihali v belo rdeče črte, plava streha menda bila, halba, pa bele zvezdice noter. Fajn je zgledal, ne? Ni to bila malo nora ideja v Jugoslaviji? Seveda je bila, čakaj, da ti povem, ne? In to smo mi šli tako na turnejo, kombi pa za opremo, pa to je odišlo naprej, ne? Pa tehniko, da so naredili prizorišče pripravili, ne pa to. Pol pred špilom, tako 1 uro se pa Ben z Pontiacom pripeljal, ne? Z odprto streho, pa vse veš, ne? Babe so že cvilile, ne. To bo išlo alarmo, da se... Ja, in to seveda ni bilo všeč, ne, policiji v Ljubljani, ne. Smo se tako pelali, ne, pa še neko opasno pašterkerijo smo imeli noter, ne. Smo vsi bili tam na policijski postaji poleg skupščine, ne, kaj je že... No tam, na zaslišanju, kaj si mislimo, ne. To so pravzaprav neverjetne zgodbe, ki še zdaj so neumljive. Ja, vsi smo bili tam. A bi ta Pontiac nekaj sliki? Isto, no, Lahko sliko tega Pontiaca? veš, ko sem bili pri Ljubljani, ne, s policijo smo imeli tudi srečanje na drugem Boom festivalu, ne. Boom festival se takrat Hali Tivoli organiziral predvsem zato, da bi mlade pritegnili, ker je bil istočasno tek okrog okupirane Ljubljane, ne. Zdaj pa spet lahko zmislil isti dan, zdaj pa poglej Butle, ne, Molarija je zasedla Tivoli, tam park, pa vse okrog žice pa nobenega, ne. In te so bili strici zopet razočarani, ne, in so naredili akcijo. So pustili, da se lahko alkohol noter niso pa vse, ne, so to slikali eno drugo, ne. Nas organizatore so spravili v en stari IMV kombi, ko je bil noter celi v aluminiju, tapiciran, ne. Pa smo imeli turistično vožnjo po Ljubljani, ne, za 100 km/h čez ovinke, ne, in potem so nas tam neki na Iliriji ven spakirali, ne. Malo smo bili ošamučeni, ampak smo se lepo po-bratsko veš prijeli noter, tako da nas niti ni preveč metal, ne. In potem smo bili zopet razočarani, ker nismo bili polamani, ne. A ja, to so finta, da je polamali, da to... In da ti povem, najhujše pa je bilo, to ne pozabim nikoli tega prizora, ko je policaj, ne, vlekel fanta enega, za nogo ga je držal po tistih stopnicah pri Hali Tivoli, če veš, kako to izgleda, ne. Kako je to izgledalo, ne? Ja. Grozno. To je bilo leta 71, 72? Ja, tam, tu nekaj. Drugi Boom ali tretji? Drugi Boom festival. Maribor je bil prvi? Maribor je bil prvi? Odlično, je bil prvi, izveden še pa še in laupalo je vse, tudi vzdušje je bilo čisto drugo, ne. Ja. Kaj pa s Heureko, kako je potekalo to s Heureko? Niste dosti koncertov naredili, ne? Se je rekel, še kar, samo tudi smo bili več tako, bolj skromna oprema je bila, ne. Čimči je imel dobre štikle, ne, že takrat je dobro delal, ne. Predvsem je dobil inspiracijo najbolj v enem starem Tamovem kamionu, ki smo ga imeli parkirati na dvorišču, ne. Tam se je on sedel noter v kabino, pa
pisal rote štikle, ne, jaz sem mu nosil kruh z marmelado namazan, da ni on ne mogel, ne. Kakaj fitik. Super, ja, super, to sem... No in te, ne vem, če si čul za tote hlače, ne vem, kako so se že imenovali, te trapezarke, ne. Ja, ja. To furgolavnih je uradno, kao delo v Mariboru, ne, veš. Jaz pa tak na črno, ne, v garaži. Nisi rabo nič drugega, kot 2 meri dolžino, pa obseg pasa, ne. Če si pa imel malo preveliko rit, si pa že mogel gor nategniti. To je bilo čisto enostavno, ne, v 5 minutah si bil gotov. Je pa Maribor pa nareal, ne, vsi so jih nosili. Pa Maribor je bila tudi publika dosti, ne? Ja, ogromna publika je bila, veš. To je finta, ne? Je bilo publika Maribora ogromno, ne? Da ste lahko uspeli, da ste nekako ste imeli za slombo, ne? Pa da ti rečem, ne, mariborska publika je bila čudovita že takrat, ne. Rabo si uro, 2, da si halo cena polno. Veš? Jaz se spomnim enkrat, nekaj smo se zmenili za Eaglesi, en avstrijski band, veš, da bi pač prišli k nam špilat, ampak to ni bilo fiksno, nič zmenjeno, ne. Jaz sem stanoval na kmetiji, ne, vrlo smo gnoje basali za vinograd, ne, ko prije ta 2 kombija iz Avstrije, ne, z Eaglesi. To je bilo kakih 4 popoldan, v soboto, ne. Ja, mene kaj pa dol, pa se menimo, kak, se ni bilo fiksno zmenjeno, nič ni, ne. Ja, pa one bi se eno špilali. Te jaz hitro poklicam kolego v HLC, čuj, imaš fraj, tu imam en band, bi mi danes koncert zrihtali, ne. Rekel, si malo nor, sem rekel, sve, jaz sem malo nor, ne. In je rekel, ja, pravi, pa bomo, ne. In smo potem hitro plakate napisali, ob 6 je že bil Maribor prelepljen, da bo koncert, ob 8 smo začeli, je bila dvorana polna. To imaš na posnetku tudi, veš, ko je tukaj, en tak je rdeči. Ja, na onem posnetku, ja, film. Ja, to je ta koncert, si gledal, kako je bilo polno, na mizah je folk stal. To si ti snima že film, kaj? Ja. Ja? Ja. To ne verjetno. Zdaj, jaz nekaj snemam, ampak ti bilo vse tako, ker sem imel pri organizaciji ogromno dela, ne, pač telekarija se je pokvarila, pa eno pa drugo, ne. Zdaj pa še je bilo godno, veš, jaz sem imel pri sebi, v mojem stanovanju je bila tudi baza, ne, za nabavo instrumentov pa takega, ne. In to smo se hodili iz Ljubljane, ne, Tomaž Domic, pa taki, ne, se stavili in smo pa hodili v grad s gospe Nedved, ki je imela zelo posluha, sploh v začetku, ne, bolj za izkušnjami, ko so nekateri pozabili plačevati redno, ne, je že bilo malo težje, ne, ampak tam smo zadeve dobivali, je pa bil problem carina, ne, zdaj to švercati prek, ne, in niti niso pustili. Tako da smo se mogli nekako znajti na 1001 način, da smo robo vseeno spravili, ne, v Slovenijo, pač te v Jugoslavijo, ne. Zanimivo, ne, prvi synthesizer, ne, sem v Jugoslavijo jaz prinesel, ne. Ampak to me je nategnil Domicil, ne. Me kliče, on prije zvona v Šentilj, ne, kaj je, imam nekaj, ne. Jaz se hitro peljem v Šentilj, pa je on bil na avstrijski strani, pa me kliče, pridem tja, ne. Idem tja, pa mi da en taki kufer. Rekel, jaz še imam nekaj za zrihtati, ti pa to v avto odnesi, ne. Jaz bil tak naivn, vse če bi vedel, kaj je, bi se zakompliciral, ampak tako bi se jaz mislil, pa to je neki kufer, ne. In ga odnesem mimo naših carinikov v moj avto, ki je tam malo niže, sem parkiral, ne. To pa Domicil prije, pa pravi, Zvona, veš, kaj si zdaj zrihtal, ne? Mi pa, odpred isto meni je slava postala, pa sem rekel, pa mene bi jaz zaprli zaradi tega. Ja, sve, bi te, pa zdaj te niso, ne? Je pa bilo to taka zakomplicirana zadeva, ne?
da niso spravili nič ven, veš. Samo nekaj piskalo je pa žvižgalo, ne. Ja, monofonični Tako. sintetizer, veš, da to je... No, ampak pol sem čul, da smo veliko veselje naredili, no, ko je bil dirigent, Privšek. Pivško. Ja. Pivšek ga je dobilo v roke in se on pol špilo, pa je res nekaj ven spravil, ne. Je bil na slovenski popel, ki je potem dobro deloval. Ja, ja. Ne vem, kje je pol ta končal. Aha. No, se je rekel, smo par koncertov je bilo, najdalje smo bili doli v Kočevju. Tam smo koncert fajn naredili, pa Sodražici, pa no, v tistem koncu, pa tako krok. A kaj špilalo so? Kaj špilalo? Ja, ja. Da ti povem, meni za prevoz, ne, sem bratu si sposodil Opla Karavana, bend pa jaz, smo se nabazali noter, pa vsa oprema, pa smo šli, ne. Celju smo imeli, Celje je bilo fajn, veš. Tam smo v Kovinaru špilali, ne, ampak je bila, policija je bila tam vedno celjska takrat, veš. Ja. Smo zamujali, so nastavili, so rekli, avto tak ni bil registriran, ne, ker ni bilo tega, ne. Hteli so imeti tako, da bi živalsko zgledal, ne, pa smo na tega IMV-ja bogega, ne, spredi kolo prišvasali, veš, pa tako, ne. Policaji so dobro vedeli, kako imamo, so rekli, a to ste zritelji, ono še ni isto, ne. A tega pa da ne, mi imamo čez 1 uro koncert. Rekel, nič, te pa bomo plavo luč prižgali, ne, pa so pred nami ga s plavo lučjo šivali do Kovinara, rekel, pol mi, če bomo cajt, bomo prišli v jad, nas bo te noc pustili svera, ne. Mislim, to še danes ne doživiš, ne. Ne, to ne, nikoli več ne bo doživeli tega. No in najbolj smo pobili vse, ne, zraven tudi varnostnike, ne, telesne. Ajo? Ajo? Stari Mariborčani se sigurno Gumška spomnejo, ne. Koga, kako, še enkrat ponovi? Kako si piše? Gumšek. Se ne spomnim več, kako mu je že bilo, on je bil taki... Bravo. Drago, no, on je bil taka mariborska faca, ne, tako bolj oni Jurček, pa taki... Te brokerski cajte smo imeli take, ne. Danes še edino Tajta neki okrog Holodvora svetnjake skače. Kdo? Tajta. Resno? Ja, njega bi mogel dobiti. Da, njega moram dobiti. On je pa živi leksikon teh cajtov, veš. A kdaj bi ga, kjer urate tam? Kak se mene? On? Tajta smo ga klicali, to ne vem. Srečko? Lej, on je že te v klubu mladih delo, ne. Pač na vratih je bil, veš. Pol se me malo pripeljalo, ne, da pa je tak brezdomec, ampak dobrega srca, pošten človek, veš. Kak? Je pa še bister, veš, in če se srečamo, on se začne to na te cajtih se samo pogovarja, ne. On ve, noben Mariboru ne ve toliko iz te cajtov pa te zgodovine kot on. Tu moramo ga iti piskati, Ja, enkrat. bom jaz, veš, njega je težko dobiti, ne, telefona, nima nič, njega moraš zgraviti, ne, Ja, seveda, najdi ga pa vem. pa ga zahaktati. Zdaj je premrzlo, ne vem, če še vuna hodi. Kje je lahko bil, ha? Tisti, ko ima take dolge lase. Ni, pa še je postrižen, je. Zdaj je postrižen, zdaj pa vem, kjer ga misliš. Z brado, pa dolge las je mes No, tako masne, pa leder jaknico ima, ne. Zdaj pa ga dolgo nisi bil pol leta, že? Ja, je še. Pa dobro, ja, tisti. Tu, v glavnem, tu okrog Kolodvora, pa malo po partizanski se giblje. Ja, pa veš, da se nam tako je, On ve vse, no, še zdaj. Zadnjič sem se enkrat naredil. On je imel pred leti, je bil en veliki članek, dolgi v 7 dni, veš. Kaj bi se lahko rekla, 60-ta, ne? No, Mi vidimo črno-bele slike, je bilo barvno, zelo barvno, je bilo dosti bolj barvno kot zdaj, ne? ja, mi smo... Obleke pa vse je bilo... Vse je bilo barvno, reflektorov sicer nismo imeli, ampak so te koloniale prodajajo kumare, veš, take kisle v enih velikih pikslah, ne.
Iz tega smo mi naredili reflektore, veš? Ne, 5 litrska pa 10 Ja, take zlate so bile, ne? Žartlico obično noter, pa neki filter spredi, ne? Ki je kaki skeneri, pa danes je vse bazira bolj na tih lajčovih, pa takem, ne? Ampak mi smo se znajdli s temi lučkami, pa z improvizacijami, ne? Filme ste vrteli, ne? Filme smo vrteli, ali pa fotografijo, ne? Tako da je bilo na koncertih, reče bolj zanimivo, kako zdaj je. Ja, takrat je Mišo Hošteter se fotografsko tudi začel, ne? In je, že takrat je bil super fotograf, ne? Je delal take razne portrete, pa tako, in smo to bolj skombinirali, pa malo s filmi, pa risankami, tudi kako erotiko smo se včasih zmotili, predvsem enkrat v Narodnem domu in smo bolj čakali, kako dolgo bojo organi rabili, da bojo gotovili, da nekaj narobe, ker so tam nasproti je pa zapor, ne, in so zaporniki gledali, pa je nekdo klical, kaj se dogaja na steni Narodnega doma, ne. To, ne. Plus tega se je pa delal ta mokri lajčov, ne. Mokri lajčov, kaj to? Reče se mokri ali pa kemični, ne. Takrat je v Maribora bila ena skupina, ne, ki je bila zelo močna, pa še ena ljubljanska. In prvič smo te dve skupini združili na prvem Bum festivalu. To je bil takrat svetski light show z temi kemikalijami, pa tem, ne, od zadnje pa na odru pa je bilo projekcijsko platno, ne, kam se je to z diapozitivi projicirali, ne. To je bil taki famozni light show, da to danes nobena elektronika pa toga ne more ponoviti. Še enkrat, mokre, zakaj se je mokre, kaj so ščopiči, barvali? Veš kaj, to je čisto, rabo si 2 steklene ploščice, vmes si dal te kemikalije, barve, mokre, tekočine, in pol si dal diapozitiv, dioprojektor in se je to začelo kemično reakcije prelivati in se je to barvalo. Tako, ko na olju, veš, ko se delajo te mavrice včasih, pa to, ne. Dva stekla se da skupaj, ne? Ja, in to so bili seveda močni diaprojektori, ne, po 5-6 jih je stalo. To danes jih nadomešče z skeneri, ne, pa z temi, no, moving headi, pa s tem, ne. In to... Super, ja. Dihal, ne. Ceste so še bile odprte, prometa ni bilo toliko, ne, samo fiče, ki so bile, pa oni tažno 300 Fiati, pa tako, ne, mopedi. In en punkt je bil tu pri kavarni Astorije, ne, ko smo se nastavljali, ne. In pol so fanti za fiče, ki bi paradirali po, kaj je tisto, Vetrinska, ne? Ja. Po Vetrinski dol, pa na glavni trg, tam sta pa bila mali rondo, pa veliki rondo, ne? Čez Gospodsko pa je bila promenada in to... Rondo, misliš rondo? Rondo, ja. Je bil rondo? Ja. Veliki pa mali. Prometni rondo? Ja. Pa to so potem ukinili? To so ukinili, zdaj so ga zopet nazaj naredili. Ampak takrat je bil veliki in si se pelal tako okrog, po velikem, ali pa na Tamalem, ne. Tamal je pa bil tu pri Elektro, ne? Tamal je bil tu približno, ko je zdaj. A tako je zdaj, ta pred mostom? Ja, ta veliki je pa bil tako, ko je stara avtobusna postaja bila, pa dol do Kopra, ne. Mimo Rotovža, ne, se si lahko v Rotovž tudi zapelo, ne. Ampak tu so bile take točke, ko so se nastavljale in pol tako, ko Ljubiša Samardžič, ne, če se je pelo s fičekom, ne, si okno dol odper, pa mogel si imeti tranzistor, ne, v roki, pa ura se je mogla videti, pa čik, ne, in je bilo to frajersko. Sploh tisti, ko so imeli športne fičeke, veš kakva je bila razlika med športni pa oranžne? Športni fiček, ne. Športni fiček je bil oranžne barve, drugo pa vse isto, ne. Čekaj, pa je bil v prodaji ali so ga prefarbali? Prodaji je bil, dve barve so bile, 3, no. Beli, pa tak nežno moder, pol pa čez 3 leta ali 4 so pa začeli oranžne fičeke tu delati. Pa pol kasneje rdeče, pa kakva druge barve, ne.
Menedžeri ste se poznali svoje med sabo, ne? Ja. Mariborova se In bo več, to- je bil Jože Goren je bil, koga kako naštega od menedžerjev, recimo Mariboru, da so, ker vsak band je imel svojega menedžera, se mi zdi. Ja, vse, več ali manj, no. Ja. Sabol je igral vlogo že takrat. Sabol. Sabol je, Sabol? no on je tudi v Mariboru delal, ampak je že bolj mednarodno, pa tak, ne. Samo je bil tak malo, Varava. ne prava. No, tiho, se sem že tiho. Ja, sej, različna mnenja so, se pa to vemo, zdaj to ni kaj, to nimamo kaj se meniti. A tak, političnih problemov ste imeli? Dosti? Vse to, Dober dan. Dobar dan, Dobar dan. Imaš možda Tu? bomo takoj. Je bilo političnih problemov ali ni bilo? zdaj tak čisto direktnih ne, ampak tako pripinjeno, veš. Da, ali nisi dobil prostora, ali dovoljenja, tako, drugače pa ne. Šikaniranje je bilo edino na tem drugem Boom festivalu v Ljubljani, drugače pa v Mariboru ravno ni bilo Ne, nekih problemov. ne. Zanimivo, vidiš. Ker potem so bili tudi problemi v 80-ih, pa ne kasneje, ne? Ja, ampak tu ni bilo, jaz ti rečem. Zakaj je Maribor imel tako močno? Tu tudi zaradi hrupa, čega, ne? Ja. Recimo, če si šel čez Maribor, kaj bodi si čul, iz podzemlja je prihajala neka muzika, ne? Veš, tudi, ko je bila banka na Gradskem trgu, ne? Ja, na Valu, kredi, od spodaj je tudi bil en studio, ne? In Studio, tam, ja. čez okno, ko si šel, jaz sem včasih mogel jih kontrolirati, špirajo, ne, jaz sem samo šel tako, ko sem čel, aha, delajo, ne? Delajo, Ja. Evo, gledaj, tu pa je en dol, ne? Raki. To je Raka, ne? Raki. Daj sem. Točno, gledaj, raki. Tu so raki pa doličnik, nažalost pokojni. Ja, vem, ja. Bojan. O, to mu pa vse skenira. Pa Jung je. Kdo pa je te fotke naredil? Mišo. A ja? Kak je bil lepi? Kamba. To je Kamba, ne? Ja. Kamba Kamba. je najlepša, ampak ta manjša. Kje je zdaj Kamba? Kamba se. Bog je, zelo Bog je. Haban, Kamba, ne? tu je, Ja, to vemo, to sliko poznam. to je, Heinz. tu škoda se ne vidi faca, ne? Kasneje. Veš, Ja, da to je je to? to. Gajič. Gajo v Ljubljani. Alice. To je ne Jung, veš? To je tisto, ko ti prava To je tisti povodnega moža. To je muk, ali kaj? Kaj si ti jaz? To je ta 70. Ja, evo, ja, točno je, To je ta mašina. to je, Veš kaj je to? Veš kaj to imeli tu? to je to. Mašino, stroj iz Space Shuttle. To je rak, on je hotel vedno biti neki vampir, pa tako. Evo, to je Jung. Droge? Droge, veš, to je bil pa poseben problem. Maribor je bil prometna točka, ne? Iz Evrope, ki je šla na Balkan, takrat so droge malo v obratno smer potovale, se mi zdi, ne? Ne tako zdaj, ne? Ne, zdaj od spodaj gor, gre, takrat je pa od zgore dol, ne? Predvsem naši gastarbajteri pa taki, ne, so marsikaj prinesli, ne, od tega pa do bolh pa v ših, ki jih nažalost še danes trosijo okrog, ne. Kaj, kaj bohe? Ja, Prave bohe. Prave bohe? prave, ja. Ja. To gor v Evropi naši dragi, ne, to lahko na dekaj kupiš, žive oši, ne. Ja. In to se je vedno pojavljalo za Božič, za Veliko noč, takrat so se ti vračali, ne, in eni so že takrat domovino sovražili, pa niso vedeli, kako bi nagajali, ne. Eni pa še danes to delajo, ne. In so nagajali s tem, da so prinesli Ja, resno? malo skakalcev, ne, v kinodvorano si vrečko vrgo, pa je bil celi Maribor ošil, ne. Joj, čakaj, kaj vidite, kaj je to pa, so pa super intervju, pa kaj se jim menimo, to tam To je totalna vojna, ne, to se še vedno dogaja, ne. To se še vedno dogaja, mislim. Sveda. Ja? Samo uši vem, da smo imeli, ja, v 60-ih, ne da? No, imajo pa še danes, pa je higiena
pa dosti večja, ne, pa se še vedno dogaja. Nekaj, Na javnih mestih vržejo stvari razne tako, ne? Ljudje so nesramni in podobni. Ne. Droge pa so prišle kdaj prvič? Zdaj si ti prvič v 60-ih si že bilo kaj drug Maribor? Ja, je bilo, to so razne sploh ko so hipiji pa to začeli, to se je pojavilo. Ja, jaz sem pač prakticiral, da sem te droge skušal zamenjati z malo blažjimi drogami, ne. Alkoholom, ne. Zdaj, ko poveci, reši mi malo šnopsega ali pa viskija, srknemo, pa se bomo imeli glih tak fajn, ne. In se vedno zrihto sploh, habanal, kdo je bil vesel, da je imel flaškico nekaj v bližini, ne, in je pol to štimalo, ne. Ni bilo halucinacij takih, ker v Ljubljani je, pa jaz ravno nisem imel komando nad njimi, ne, in je to bil hodič, ne, tam se je marsikaj dogajalo, dosti bolj z drogami, ne. Ampak težkih drog ni bilo v Mariboru v 60-ih, 70-ih? Ne, to, če je bila marihuana, pa take, ne. Medtem ko v 70-ih pa je Tu pa tam, če se je kakšen LSD pojavil, drugače je pa bila domača droga, to so bili razni želišni čaji nadrobljeni skup, pa malo popra, pa so bili mulci glih tak zadeti, kot da ne vem, neko pravo drogo pošijo. Največja droga je bila cigareti Drava ali pa 57, ne, takrat, ne. To je bila droga. Ja dobro, kaj smo še pozabili, kako temo? Zaslužil nisi nič za muziko? Zaslužili si nič, založil sem vse. Je pa bilo, mislim, veš, ko te to potegne, ne, je to bilo, ne. Pol se je pojavljalo, ne, še zdaj bi rad enkrat razčistil, kaj se je dogajalo z Nirvana. Nirvana, to pa je kaj? Ja. Band? To je band psihodelični... Je bil mariborski band? Ne, iz Reke. Iz Reke? Ja. Ja. Oni so se pojavili, mi smo v Reki koncentrirali tam v dvorani, ne, tam je bilo tako hollywoodsko bolj, so v tistem hotelu Central, meni se zdi, so eno celo nadstropje izpraznili zaradi nas, ne. In pol Marias, člani benda, ne, alarm, veš kako je to bilo, ne. Pozabili so pipe v kopalnica zapret, pa tako, da je bil celi hotel skoraj poplavljen, ne. No, ampak ta Nirvana je prišla v Maribor špilat, bogi so bili, ko sto hodirali, ne, srani, lačni, in kaj zdaj? Mi da smo imeli enosobno stanovanje, ne, dara ni bilo, nekaj pubeci, zdaj smo nekako probali, smo 2-3 dni se skup stiskali, pol sem pa v tej eni gostilni na Šentilski zrihtal do 2 sobe, da so se preselili tja, ne. No, zakaj so prišli, da so bili tako dolgo tukaj? To je bilo tam pred 70, ne. Špilali so Kje je pa... Pred 70. Pred 70? Ja. Oni so igrali tak, že bolj psihodelični rock, veš, tak kot Nirvana, ta, ki jo mi poznamo, nadaljevala. In tam je tudi en Hrvat noter, jaz ne vem, če ni kakšen sin od teh, ne. Ja, ker muzika je podobna, možno, oni so pa šli pol v Ameriko, tam so se nekaj zgubili. Res? Nirvana šla v Ameriko? Ja, in jaz bi to enkrat rad raziskal, so te korenine, te Nirvane, ki jo mi današnje, ki jo bolj poznamo, ne, z Kavanom pa tem, v tem, ne. Ja, on se je pisal Novoselič, se en piše kot ja, meni se zdi, da je bil to tudi, ne. To je tako dalmatinsko-hrvaško ime, ne. O, mačko, to pa zgodba huda, ne. Z Reke. Mi da smo v avtu spala celo. No, jaz sem že hotel to raziskovati, je tu kakšna povezava, ampak se ne spomnim več imen, pa tega tako bi... Je treba najti Rečane, ne, pa Nirvano, ne, band Nirvano v Reki, to je pred 70 deloval. Kaj smo še rekla, kaj bi še lahko rekla, kaj nismo rekla? No, nismo še rekla, poleg tega šova, ne, te svetlobnih efektov, pa diaprojekcij pa tega, ne, smo še imeli tudi ples, ne, predplecalce, ne.
Aha, do šovu. Te smo rekli Gogo Grle, ne? Vida pa Gerta. To sta bile dvojčice, one ste bile glavne zvezdi takrat, ne? Pa še ene Bojana, kak je bil? Bojan, pa oni, ko je bil... En gumijasti fanti, vem da je bil iz Kopra doma, pa on, ne? To so oni Slavek. vedno Klicali ste ga gumijasti, ker se je zvijal, tak ne? zvijali, ja, gumijasti, nekaj je bil taki. No in to so oni plesno koreografijo delali. Tu smo vadili v košakah, ne? V eni veliki sobi, ki je bil studio, ne? Tak bend je bil bolj odzadaj, plesalci spredaj, ne? Gledal jih je pa moj dedek, on je pa bil 80 let star več, pa jih je komandiral. Čul tak nekaj špile. Kak je najbolj? No, ampak pa še to je pomembno, ne, da ni bilo neke take velike zavisti, je bilo med bendi sodelovanje, ne. Se je zgodilo, da so Bumerangi špilali v Mariboru, pa je njihov kitarist nekaj zbolel, pa je Raki vskočil, pa je vse njihove štikle špilo, ne. Pa še pri indeksih tudi. Ja, Ja, Raki skočil. Pa Kornelija je tu, Korni so... Korni, Tajmi, ne. Tajmi sploh. Kaj je Mladi Levi, ne. Pa kaj je Benč, kam je Benč? Benč, ne. September. Ne. Benč, Kameleon, veš. ne? Ne, Mladi Levi. Mladi No, Levi. september, ja, pol. Oj, ja. Pej so bili Mladi Levi. Pol september, ne. In Benč se je zagledal v mojo ženo, ne. Vprašaš, čut, kaj je to za ena? Sem rekel, ja, moja sestra je, ne. To me dobro korajžilo, ne. Oni od indeksa, bolj tisti, Zlati klunar, kaj že bil. To so bile legende, ne. Veš, pol, se veš, pri Beli dugme, ko je špilalo, ne. To je že kasneje bilo. Bebek, ne. Ja. On je bil tak vtrgan, ne, da je celi oder zgrešil. Zdaj pa, če si predstavljali Ljudski vrt, kak je stadion, ne. Oder je bil obrnjen proti tribuni, ne. In on namesto, da bi šel na oder, ga je vžgal kuj prek čez nogometno igrišče na drugo stran, ko žive duše ni bilo, ne. Mikrofon mu je tako po 10 metrih padel, ne. To je to. Ja, Kor, sve ni problema. Ne, saj smo končali. Sve smo približno, ne? ja. Super. Jaz upam, da sem ti vse povedal. Super, če nima, bomo drugič. Ne, povej malo o tej bajti. Samo zdaj bo gospod na filmu, gori. Veš, vek tam. Ne, vse lahko. Se čemo se mora strinjati, potem. No, v tej hiši na Šentilski 103 je bil eden izmed številnih studijev. Tu je svoje prve korake začel mariborski ansambl Heureka, nadaljeval Alarm in končal Jugoslavijo. Super.